Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je naš gost mlad Ormožan, verjamem, da vas večino pozna, Marka Jenuša, univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva, ki pa se je nekako usmeril v oblikovanje. Še vedno je v galeriji Trgovskega centra Holermos njegova razstava na ogled. Vsi tisti, ki ste jo morda zamudili, bežite, kajti vsak čas bojo tudi zamenjal oziroma bo vse tiste svoje zadeve tam pobral. Ja, to je bila lepa priložnost, da smo Marka spoznali malo bolj. In prav se nam je zdelo, da ga povabimo v naš studio in si povemo to in ono. Marko, lep pozdrav. Dober dan. Zelo me veseli, da si vzel čas, čeprav praviš, da te malo nekaj seka v ramenu. Se že boljše. Hvala za povabilo. Ja, kmalu boš seveda ozdravel, kajti pomlad je tukaj in toplo bo in tako dalje. Marko, čestitke najprej za vse tisto, kar nam je bilo dano videti v galeriji Trgovskega centra Holermos. Povej nam pravzaprav, kako se je to pri tebi vse skupaj začelo? Ja, hvala za čestitke najprej. Ja, zdaj, če grem v tisto rano otroštvo, jaz sem že nekdaj rad zelo risal, pa mi smo se dosti z starši vozili okoli po cesti z staro, takrat je bila še nova katrca. In jaz sem nekako otrok opazoval te avte, pokrajino pa to. In te sem tako kot vsaki otrok verjetno te pač malo sem to opazoval, pa nekako absorbiral vse te oblike, barve in sem začel nekako risati. Najbolj se spomnim to, ker takrat je bila še Jugoslavija, mi smo imeli pač jugoslovanske avte, fičeki, katrce, stoenke, jugece. Jaz pa sem tisto opazoval, ko so prišli tisti gastarbeiterji z novimi Mercedesi, BMW in to je bilo tudi velika razlika tudi tam. In jaz sem to, se pravim, nekako v sebe srkal in mi je bilo fajn. No in takrat si seveda tudi že kot otrok začel malo risati in to. Ja, domišljija delala svoje. Jaz se spomnim, da sem si predstavljal to, kako bi prišla tak sprednja luč pa zadnja luč skupaj, da bi bilo to skladno, pa tak nekako, se pravi, otroška domišljija. In te nekako je to v tam druga polovice osnovne šole, tam so že začeli biti zvezki porisavani z modeli, pa tako malo se dolgo času bolj ali manj v šoli med samo vuru, te pa se pač malo risal, pa skico, to sem imel jaz vse porisano. Glej, ti si v osnovno šolo hodil v Ormožu. Kje si končal srednjo šolo? Srednjo šolo sem končal na Ptuju, potem pa sem pač šel delati sprejemne izpite na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljano. Potem pa sem nekako tudi srečal ene ljudi, ki se ukvarjajo prav profesionalno z avtomobilskim dizajnom in potem sem nekako na osnovi njihovih priporočil sem se nekako usmeril na Mariborsko fakulteto za strojništvo, kjer se je odpiral oddelek za dizajn. Aha, to pomeni, da si prav to smer tudi študiral? Ja, to smer sem tudi prav študiral, čeprav moram reči to, da se moral dati pred samo smerjo, se mora dati skozi tiste ful težke izpite fakultete za strojništvo, tiste čiste strojniške naravoslovne predmete, ki pa mi niso nekako najbolj ležali. No, glavno diplomiral si, to pomeni smer, je to prav dizajn oziroma oblikovanje? Ja, to se uradno se imenuje inženirsko oblikovanje, ker pač to je neki, to je v bistvu Mariborska univerza je htela imeti enakovreden oddelku Ljubljanski likovni akademiji, ki oni tudi tam imajo smer dizajn.
In torej, kje bi ti sedaj lahko za svojo izobrazbo se zaposlil? Ja, predvsem so to kakšne razvojne oddelke, kjer se razvijajo nove produkte na področju dizajna, ne. Zdaj, imam tudi znanja iz strojništva, se pravi nekaj pač snovanje, konstruiranje in v tej smeri. Kakšne so možnosti, recimo, da se sploh zaposliš v svoji smeri? V Sloveniji verjetno to ni tako zelo enostavno, ne? Ja, zdaj čisti dizajn v Sloveniji, žal, smo tranzicijsko prebolevali, ali kako bi se nekako izrazil, to gospodarstvo se ni pač razvijalo v smeri razvoja, ampak nekako vse vemo sami, kako se je razvijalo. Moram pa reči, da se odpirajo kakšne mlade firme, ki pač rabijo neki razvojno naravnani izdelek in so možnosti, no. Kje pa si se ti pravzaprav vsa ta leta z vsemi temi svojimi izdelki skrival, ki si jih potem kar naenkrat odkril in vsi smo ostali paf? Kje si vse to hranil? Kdaj si ustvarjal? Mislim, ker skoraj neverjetno se mi zdi, kaj vse se je dalo videti. Ja, to bi zdaj, kako bi to rekel, mogoče zaradi mojega temperamenta, ki je bolj taki pasiven, ali pa mogoče sem bil preveč tih, res, ja. Nekako pa sem zdaj svoja znanja sem nekako uspel pokazati takrat, ko sem se zaposlil v knjižnici Ormož. Res, to je bila za mene res taka ena velika izkušnja. Tam sem se imel res najbolj fajn do zdaj, ker sem res lahko pokazal, kaj znam, pa da so se res tudi ene stvari so se pač realizirale, ne, ker dizajnerji v bistvu načrtujemo, pa snujemo, potem pa, ko to pride pač, ko bi moglo se to nekako realizirati pol, ali zmanjka denarja, ali nekaj, in moramo vse te ideje, vse to moramo nekako vrčiti v stran oziroma dati v predal, kot jaz to rečem, ne. Žal, ne? Ja, žal. No, leta 2014, pa res po enem naključju, sem se zaposlil v knjižnici Ormož, in sicer z namenom, namreč knjižnica se je selila iz starih prostorov in so pač imeli nek prostor, drugi prostor, ki ga je bilo potrebno nekako notranje urediti, in jaz sem pač bil del te ekipe, ko se je načrtovalo, razporejalo interjer, in tam sem jaz nekako vso to znanje, ki sem ga z leti pridobival, sem lahko komaj nekako pokazal. In se izkazal, ne? In se izkazal, ja. No, to pomeni, da ne gre samo za dizajniranje avtomobilov, pač pa tudi karkoli drugo lahko urejaš, načrtuješ, oblikuješ. Ja, seveda, dizajn pač je nekako neka veda, ki lahko na vseh področjih, ne, celo, če padem v neke filozofske vode, pravijo, da je vsak človek dizajner, ne, vsak človek nekaj snuje, oblikuje, ampak dizajn, ko se midva pogovarjamo, pa pač mišljeni, da imaš neko strukturo z estetsko formo, da človeka privabi. No, neverjetno pa je tudi to oziroma občudovanja vredno, kako lepe so vse te tvoje risbe, kako pedantno, kako res natančno so izdelane, narisane, vse tiste, ki si jih tudi z roko risal, ne? To je pa poseben talent, verjetno. Ja, zdaj glede talentov, tako rekel, da ni toliko verjetno tudi talent, kot pa delo, pa vaje, in to skozi leta pride v neki brief, in meni je
to mogoče samo po sebi umevno že. Da je izdelek končni lep tudi. Ja, itak, seveda, ja. No, zanimivo pa je tudi vsi tisti mali avtomobilčki, ki smo jih videli tam na razstavi, koliko jih je pravzaprav bilo na ogled? Ja, tisti avtomobilčki, zdaj, če se ne motim, jih je bilo okoli 20. Tisti avtomobilčki pa so bili namenjeni, da prikažem nekako zgodovino slogovnega oblikovanja avtomobilov, ker se mi zdi tudi ful zanimivo in nekako sem poskušal javnosti pa ljudem prikazati, kaj vse se skriva za temi skrivnostnimi razvojnimi oddelki, ko se načrtuje avtomobil in vsa znanja, ki jih potrebuješ, da nastane en avtomobil in predvsem ta znanja temeljijo tudi na neki zgodovini. Seveda. Se pravi na neki zgodovini, ki tudi temelji na razna umetniška gibanja, na koncu koncev politična gibanja. Ne vem, mimogrede, če smo pri tem že, če ne bi bilo tam v Ameriki v 30 letih prejšnjega stoletja tista finančna kriza, tisti črni petek, potem vprašanje verjetno ne bi bilo po 30 letih takšnega booma dizajn, se pravi tisto art decoja, ko so avtomobili res postali neka umetniška skulptura. Pa da ne bom samo ostal pri avtomobilih, tudi na splošno produkti, recimo likalniki ali pa ne vem, neki bizarni predmeti so postali takrat, ne vem, vsi so imeli takšne aerodinamične oblike, kar je seveda vplivalo, to je pač vpliv od tistega umetniškega sloga Art Nouveau, spravi nova umetnost, ko so bili ljudje so bili nezadovoljni z tistimi surovimi, grovimi izdelki iz industrijske proizvodnje in potem, se pravi, so se začela gibanja, ki bi to spremenila in neka taka politična kriza je to še bolj ekspanzirala, se pravi, je še bolj nekako dala, bom rekel, brco, da so ljudje začeli nekaj novega in se je pol začelo. No, bolj se pogovarjamo, bolj opažam, da imaš tudi veliko znanja iz zgodovine, industrijske. Najbrž je bilo to treba kar marsikaj naštudirati v teku študija, ne? Ja, jaz moram reči, da ta študij res je bil interdisciplinaren, to ni bilo samo strojništvo, vmes smo imeli tudi pač izpite iz umetnostne zgodovine, ekonomije in, kot rečeno, pač potlej dizajn. No, povedal si, da si šel na sprejemne izpite na Akademijo za likovno umetnost, kako pa se je potem tam to vse skupaj končalo? Ja, moram reči, da dobro, da se je končalo tako, kot se je končalo. Namreč tam izpiti trajajo 3 dni, predtem pa moraš tudi poslati neko mapo, ki ti jo tudi morajo odobriti. Vem, da sem še takrat jaz imel na maturi zagovor in sem isti dan moral iti v Ljubljano oddati tisto mapo, tako da to bilo vse napeto pa na brzino. Pol sem prišel v tisti drugi krog in ta drugi krog je bil sestavljen iz, kot rečeno, 3 dneh. Prvi dan, mislim, da v petek, ja, petek, sobota, nedelja. V petek smo imeli risanje produktov, nekaj si pač izmislil, nekaj. Drugi dan, v soboto, smo imeli na kiparskem, v kiparski, na fakulteti pač za kiparstvo smo mogli risati akt. Tretji dan pa smo mogli ročno, smo dobili neki drot pa stiropor, pa si mogel iz tega nekaj improvizirati pa napraviti neki produkt.
teh izpitov oziroma teh sprejemnih izpitov žal nisem napravil, ampak vse kot rečeno, dobro, da se tako išlo, pol sem šel jaz v Maribor in sem tam zagrizel tiste strojniške predmete. Prva 3 leta sem bil super študent, lepo vse šlo gladko, pol pa sem rekel tak, zdaj vidim, da ta znanja pač, ki jih jaz rabim za dizajn, bom se jih mogel bolj ali manj sam učiti. In ko sem prišel na to smer, sem nekako postal tudi poleg študija samouk in sem si vzel malo več časa in sem to jaz lepo sam vse preštudiral, pa se učil na praksi, pa in pol sem nekako postajal vedno boljši, vedno bolj sem si upal, vedno bolj drzne oblike oblikovati in je nastalo, kaj je nastalo. Vseeno pač nisem bil po volji, nisem bil pač neki tisti priden študent, ki bi končal takoj vse v roku. Malo se je zavleklo, ampak se je splačalo. Si tudi za dušo marsikaj naredil. Absolutno, ja. Marko, kaj pa šteješ za svoj največji uspeh v življenju? Pa recimo, da je to z področja dizajna. Ja, moj največji uspeh, mislim, da je bil tam leta 2005 oziroma 2004. Takrat smo prišli res zelo daleč v sklopu fakultete, smo poslali nekaj predlogov v Detroit. Detroit velja za meko avtomobilizma, tam so 3 največje firme avtomobilske, se pravi General Motors, Ford in pa Chrysler, pač zdaj je Chrysler nekaj drugo, ampak Ja, bolj znano, ne? Ja. No, takrat smo poslali nekaj predlogov z moje strani, pa še od enega drugega študenta in smo res prišli v polfinale, kar je za nas bilo nekaj izjemnega, ker moramo vedeti, da ti velikani, te avtomobilske firme, to so tako velike strukture poslovne, da si mi ne moremo zmisliti, to imajo proračuna parkrat več, kot pa imamo mi kot država, cela Slovenija, in tam ljudje res vlagajo veliko v razvoj, ne, finančno predvsem, in mi smo tam prišli eni študenti. A tja ste šli? Mislim, pač z svojim, ja, in smo bili tam izbrani, ne, in to je bilo za nas res nekaj izjemnega, ne. In pol mi je to dalo še večji zagon, no. Je pa res, da ni to bilo nekako znano, ni to prišlo v medije, kaj preveč nekaj pisalo, ampak za mene osebno je to bil tisto vrhunec, no, takrat, in še bolj spodbuda za naprej, pa potrditev, da sem na pravi smeri, pa da... No, s čim pa se trenutno ukvarjaš? Ja, trenutno se ukvarjam, sem bolj v grafičnih vodah, ker tu se da, pri nas se da pač služiti kruh tudi z grafičnim oblikovanjem, drugače pa še vedno ostajam pri računalništvu oziroma računalniškemu modeliranju. S tem, da žal pač nimam tu nekega rednega prihodka. Narava tega dela je, da se dela projektno in pač, ko projekt uspe, se dobi plačilo. Se dobi, pol pa zopet malo brez, pa tako. No, kaj pa sicer, kakšno je tvoje mnenje o življenju mladih v Ormožu? Recimo, se lahko izkažeš, imaš priložnosti, ali kakšna je tvoja ocena? Jaz menim, da se izboljšujejo možnosti, se pravi, pred 5 leti recimo bi rekel, da se pravi, možnosti, ki jih imajo mladi danes, pred 5 leti so mogoče imeli manj možnosti, kot jih imajo danes, ker res imajo na razpolago
razne službe, ki se trudijo za mlade in res spodbujajo k kreativnosti. Mislim, da gre samo na boljše vseeno. Čeprav sami vemo, da je pač Ormož mogoče malo zaspano mesto, ampak če malo bolj podrobneje pogledamo, se dogaja kar mrgoli, tako kot vidimo tam v gozdu, mravljišče. Kje si ti najraje zraven, recimo? Na katerih dogodkih? Ja, pač zdaj me bolj nekako pritegnilo slikarstvo. Zdaj sem se tudi včlanil v likovno društvo Likudo in fascinira me res, ko pogledam slike, kakšne lepe, predvsem, če so slike od kakšne znanke oziroma prijateljice, kolegice, tako da tukaj uživam ob takšnih dogodkih. No, si kdaj recimo tudi kaj slikal, recimo olje na platno ali karkoli, te to kdaj tudi veselilo? Ja, to, da bi me veselilo nekako, mogoče ne, ampak mi smo na fakulteti imeli tudi akademskega slikarja. Seznanjen sem z temi tehnikami, pa moram reči, da kar razmišljam o tem, da bi mogoče začel. No, kmalu boš imel najbrž priložnost se udeležiti kakšne likovne kolonije in poskusil, ne? Ja, absolutno. Ja. Morda pa še niti ne veš, kakšen talent skrivaš v sebi. Pustimo se presenetiti. Ja. No, Marko, sedaj pa seveda greva na tisti avto, ne, tam na razstavi, prototip, ne? Aha, ja. Malo nam ga opiši, kako pravzaprav si ti zamislil, da bi takšen avto lahko vozil po ormoških cestah. Po ormoških cestah, ja. Ja, tisti avto je narejen v merilu 1:5, tako kot to počnejo v avtomobilskih razvojnih oddelkih dizajne. Ta avto je nekako vpet res tam v letu 10, 15, 20 let naprej, ker zaradi tehnologije se gre koncept avtomobila bi naj bil takšen, da bi si kot pogonsko sredstvo bi si sam proizvajal električno energijo in elektromotorje bi imel v samih kolesih. Ta avto ne bi imel nobenih mehanskih sklopov, torej s tem bi pač odpadlo marsikatera tehnična rešitev tega avtomobila temelji na direktnem pogonu, se pravi brez menjalnika, brez teh obez avtomobila, brez trenja. Avto bi bil na vodik, se pravi z to kemijsko reakcijo bi vodik in kisik bi proizvajal električno energijo, stranski produkt pa bi bila voda H2O. To sem zdaj pač malo laično, hitro povedal. Ja. Ja, in sama oblika je tudi kar precej futuristična, zaradi tega, ker ne bi bilo nekih velikih tehničnih omejitev. In to idejo sem nekako skušal fizično tudi predstaviti in sem sklenil, da pač napravim maketo. Na fakulteti so mi posodili oziroma so mi dali v dar industrijski plastelin in na osnovi lesenega dela sem jaz to z plastelinom lepo oblikoval formo. Potem, ko sem dobil željeno obliko, pa sem jo prebarval v takšno sivo barvo, ki jo tudi uporabljajo avtomobilski oblikovalci pri snovanju svojega prototipa, zato da se vidi da se vidijo vse linije, da se vidijo vse te konveksne, konkavne površine na svetlobi, da vidiš pač svoj rezultat v fizični obliki, ki si ga
zamislil v glavi. No pa si razmišljal o tem, da bi ta svoj model, to svojo idejo, zamisel prodal komu? Ja, to je bilo tudi načrtovano. Zdaj neke menedžerske sposobnosti nimam, ne vem kakšne, ampak mogoče pa res. Mi je že dosti ljudi reklo, da bi to idejo lahko prodal, no. Sam pa nisem razmišljal o tem. Ne vem, no, če bo kdo prišel ravno k tebi na lento, ne? Boš moral malo stopiti kam Ja, treba se malo tudi in v tej smeri potruditi, kontakte. Ampak dobro, vidimo, ne? Ti si umetnik, ti si idealist, ti ustvarjaš, ampak dobro, nekoga boš rabil, menedžerja, ne? Tako kot Ja, praviš. to bi res bilo dobro, ja. No, kje se ti pravzaprav vidiš v budućnosti, Marko? Ja, jaz imam plan si odprti nek dizajn studio in pač delovati po projektih, kot nekako zdaj pač bolj tak, ampak tu se nekako vidim. Da... No, kaj recimo, kaj lahko pravzaprav ponujaš? Kakšne storitve? Grafike si rekel, potem dizajniranje? Ja, snovanje kakšnega novega izdelka, recimo, če se katera firma odloča za nek novi izdelek, ga je potrebno pripraviti do same proizvodnje, se pravi napraviti prototip, da se vidi, kako izgleda in potem takšne storitve. Ker namen samega prototipa je, da pač nekaj predtem načrtuješ, pa da vidiš, kako stvar izgleda, kako napraviš tudi več variant, ne pa da se takoj spustiš v proizvodnjo, ker so stroški večji. Dobro, razstava, ki smo jo videli, je prinesla veliko zanimivega, ne? Kakšni pa so bili odzivi? Jaz moram reči res, da odziv Ormožanov oziroma pač vseh, ko so bili tam, je bil neverjeten zame, popolno presenečenje in res me je veselilo, res iskreno me je veselilo, da sem lahko jim pokazal, pa da sem jim polepšal oziroma dal nekaj, da so videli. Spomnim se, ko sem odpiral razstavo, ko sem tam tisti prototip odprl, si samo slišal wow, tisto, in to je res nekaj lepega, tisto. Zdaj vidim, kako je to, ko pravijo recimo gledališčniki, ko dobijo en velik aplavz, ko začutijo tisto energijo, ali pa glasbeniki, ko začutiš tisto energijo neko od... Energijo podpore, recimo, če rečemo. Tako, in to ti da vedno novi zagon, včasih, ko imaš pač malo manj dobre dneve, pa ti res takšne stvari pač dajo, takšni spomini ti dajo tisto spodbudo za naprej. Kaj pa doma, kako te podpirajo? Kaj pravi mama, kaj pravi oče, sestra? Ja, jaz sem v drugo ali tretje leto doma spet, drugače sem živel prej v Mariboru. Ja, doma pa... Kaj me rečem, spomnim se, ko to oče vedno rekel, kaj rišeš to te avteke skozi, ne, pa tisto. Ja, pač sprejemajo, pa tudi so veseli, da vidijo tudi, da pač je uspeh, ja. Vse, kdo pa ne bi bil vesel. Dobro, naslednji korak, sedaj je bila razstava. Ja, To je bila prva tvoja takšna razstava? To je bila moja prva takšna razstava. Naslednji korak pa je tudi prišel čisto spontano. Namreč v časopisu Večer je bil članek o razstavi in je pisalo, da nameravam gostovati po vsej Sloveniji. Ok, tega sicer jaz nisem rekel, ampak ideja pa je super, ne? Ja. In mogoče razmišljam v tej smeri, no, da bi po več krajih predstavljal svoje vizije. Koliko recimo ti je pri razstavi, kdo ti je pravzaprav pomagal pri razstavi?
na koga boš se lahko tudi v bodoče obračal, recimo za takšne stvari, tudi da bi razstavljal po Sloveniji? Ja, za to ormoško razstavo, seveda brez pomoči likovnega društva, pa mladinskega centra, pa se pravi JSKD, javnega sklada za kulturne dejavnosti, pa gospoda Davorina, se pravi Holermus Ormož, ki nam je omogočil te prostore, brez njih seveda ne bi moglo tega biti. Pa meni so pomagali predvsem tudi starši, pa v bodoče mislim, da imam tudi možnost kakšne sponzore dobiti, pa se osloniti na njih nekako. No, to tvoje delo je najbrž tudi tvoj hobi, ne? S čim pa se še z drugim ukvarjaš, recimo? Kaj te še veseli v življenju? Moram reči, da imam kar dosti hobijev, drugače pa sem tudi se profesionalno ukvarjam z šahom. Ja, jaz sem član šahskega društva Gornja Radgona, tam smo v drugi vzhodni ligi. Sicer sem zdaj malo to pustil na stran, nisem se udeleževal teh turnirjev, ki so bili, ampak drugače je tudi ta druga moja strast, nekako šahovska igra. Ja, tu tudi, bom rekel, nekako uživam, pa spoznavam nove ljudi, pa tako. No, šahisti, oziroma šahiste vsi smatramo kot zelo inteligentne ljudi, ne? Ja, to je inteligenca, nekako relativen pojem. Vedno so manj inteligentni, pa bolj inteligentni. Ja, šahisti so vedno bili nekaj posebnega. Ja. No, kaj drugo te še veseli, recimo? Kaj, no? Punco imaš? Družino načrtuješ? Družine še ne načrtujem, absolutno ne. Najbolj me veseli svobodno življenje med ljudi. No, pri tebi recimo mi je najbolj všeč ta tvoj prisrčen nasmeh, ne? Torej še ni očaral nobene? Pustimo to. Dobro, Marko, za konec pa še nekaj lepega nam povej za konec. Nekaj vzpodbudnega. Recimo, eno svojo željo izrazi, pa jo prenesi na nas. Ja, moja želja je, da bi nekako ljudje v sebi začutili tisto kreativnost, tisto iskro v sebi, pa začeli ustvarjati in dajati sebe skozi neko umetniško dejavnost, stvaritev. Hvala lepa za te lepe besede, Marko. Veliko uspeha ti želimo, sploh pa naj te spremlja večno ta tvoj prisrčen nasmeh. Upam, da se kmalu kje srečamo spet na kakšni takšni razstavi, ne? Če bo še kaj, verjamem, da bo kar še nastajalo v bodoče izpod tvojih rok to in ono. Ja, morda pa ne, če si član likovnega društva Likodo, bo kmalu tudi kakšna likovna razstava, ne? Pustimo se presenetiti. Marka Jenuša. Pustimo se presenetiti. Hvala tudi vam za povabilo. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Marko Jenuš je bil z nami. Ja, verjamem, da smo ga tudi na takšen način malo bolj spoznali, čeprav ja, seveda ga poznamo, se srečujemo na cesti, ampak malo kdo je vedel, kakšne talente ima Marko. Hvala za pozornost, pa se vidimo znova čez teden dni. Srečno do takrat.